Yo, hashtag progress Hashtag report. progress Yo, report. hashtag progress report. Hashtag Progress report. Hashtag progress This is a report. progress It's your report. boy, Mr. YouTube. What up? Link for Okay, this is my hashtag progress report. What's up, y'all? Marty Kadaka, check it in. Check out the hashtag progress report. So another thing, stay on beat. God damn it, stay on beat. Evo nas, lepo pozdravljeni v novi epizodi Hashtag Progress Report podcasta. Danes z nami prav posebna gostja Sabina Senčar. Lep pozdrav. Dobar dan. Dobar dan. Kako ste? Zdaj sem pa malo boljš, tukaj izgleda malo bolj živahno. Ja, super, super. Najlepša hvala, da ste si vzeli čas, pa da ste se oglasili v Mariboru. Hvala, da ste me povabili. Z veseljem, z veseljem. Jaz bi kar skočil, imam kup vprašanj, pa rad bi se z vami čim več pogovarjal. Najprej me zanima, zakaj ste, zdaj ko ste se odločili iti politično pot, še vedno tak, kako bi rekel, meni se zdite pristni, nasmejani, glasni, energični, je to del, kako bi rekel, vašega imidža ali ste to pač taki? Taka sem, jaz sem dvojčica po horoskopu. Ok. No, mislim pa tudi nasplošno, ženske je težko utišati, ne. To je res, to je Ženske res. res edina težava, ki jo nimajo, da povejo svoje mnenje, ne. Če se le da. Če se le da. Najhujše pa, če ženski ne dovoliš povedati svojega Ja, mnenja. to pa, ja. Potem pa ponori pa se jav za kandidatko za predsednico. Kako to, da ste se odločili za splet okoliščin, ali ste že, ne vem, v preteklosti sanjali, da bi mogoče kdaj kandidirali? Ma ne, ampak odkar sem ugotovila, da strokovnost nima nobene več zveze z trenutnim dogajanjem, pa čeprav je v zvezi z zdravjem bilo to, kar se nam je dogajalo v zadnjih 2 letih, pa pol s to korona krizo, sem ugotovila, da če je to politično vprašanje in če hočem nazaj se vrniti v medicino ali pa medicino k sebi ali pa medicino ljudem, potem bom šla z drugega konca, bom poskusila prek politike vrniti medicino ljudem. Ja. Ste pričakovali vse to, kaj se trenutno dogaja, od intervjujev do, ne vem, kritik, pohval, ste si mislili, da bo tako ali? Ne, v celoti si nisem mogla predstavljati nič podobnega, ker še nikoli nisem bila v taki koži, tako da vsakmu prisežem, da to, kar si predstavljaš, potem ni tako, kot se v resnici dogaja. Ampak, tudi če bi včasih mečkan rekla, da bi se malo pritožila zaradi tega, ker je naporno, zato ker je težko, zaradi tega, ker sem utrujena, si rečem vsak dan za dnem, borila si se za to, da dobiš svoj medijski prostor, da lahko poveš to, kar želiš povedati, kar mora biti, kar je bilo pokrito z vsemi pokrovi do zdaj. Zato se ne pritožim več. V bistvu sem začela uživati v tem. No super. Pa še danes se mi zdi, da še vedno je neka senca nad celotno situacijo, pa se še ne dovoli preveč razpravljati. Ampak to je nekaj nenavadnega. Mi moramo o stvarih razpravljati, tudi če so že minile. Ampak ne gre se za to, da za kakšno obtoževanje, pa za vse sort. Tudi če vsem bi morali biti v interesu, da razčistimo, kaj se nam je zgodilo, ker če ne bomo tega razčistili, se nam bo jutri zgodilo isto. Zdaj se nam obeta, iz ene krize padamo v drugo. Zdaj se nam obeta, morda se zdi na prvi pogled, da je drugače, ampak zdaj pa energetska kriza, ki je spet nobenih resničnih, mislim, jaz bi rekla, da gre tukaj le za eno laganje o dejstvih, ampak laganje o dejstvih ali pa v bistvu goljufanje pri dejstvih vedno vodi v katastrofo. In poglejte, jaz se že začenja obetati, čeprav zdaj že kar verjamem v teorije zarote, včasih ne bi, pred 3 leti bi rekla, sej ni mogoče. Sem rekla, kakšna zarota, ampak jutri lahko se zgodi, gospa teta iz Nemčije je rekla, so že zaprli bazene za upokojence. Ni, ne, zato, ker ne bojo ogrevali, hmal ne bojo ogrevali telovadnic, pa spet adijo zdrav življenjski slog. Pa zdaj lahko mi rečete, da je to, da si izmišljujem. Ampak enako sem mislila tudi preden se je zgodila kriza s korono. Pa bojo potem rekli, se tudi šole brez veze, da ogrevamo taki veliki prostori, a ni božno, vam je doma toplo, pa bomo se lepo spet prek interneta mečkan dobivali. In lahko vodi v popolnoma isto stvar. In še vedno mi ne razpolagamo z nobenimi dejstvi. Mi kot državljani pač nimamo pravice do poštenih dejstev. Samo se mi zdi, da tudi nasplošno Slovenci med
celotno korona, covid situacijo, krizo, kakorkoli, dosti jih niti ni zanimalo. Povodi, pa razlogi, pa prikrivanja, pa resnica, pa čeni so se pustili voditi, kaj mi je kdo rekel, ok, v redu, bom pokimal. Ne vem, to me je najbolj presenetilo pa skrbelo. Mene enako. Jaz sem imela občutek, da so ljudje hipnotizirani. Veste, kaj se zgodi med hipnozo? Tebi z unim urco ti takole mečkan in tvoj fokus, se pravi koncentracija na en predmet je tako močna, da vse ostalo izpade iz fokusa. Zamislite si, kako hudo je to moglo biti, da je zaradi ene same bolezni izpadali iz fokusa vse, kar se je hudega ljudem zgodilo. Firme so propadale, revščina je naraščala, otroci so bili depresivni, šolstvo ni bilo zadovoljivo. Ja. Udarili so nam v zasebnost, ni bilo nobenega več varstva podatkov. Potem slepi smo bili za vse ostale bolezni, če tako pogledate, ne? Samo ena bolezen je bila. Ni bilo gripe, ni bilo infarkta, tudi če so bili kaj moramo, kako je rekel tale takratni predstojnik infekcijske ali bil odgojnika, da obstajajo večji igrači, ne? Da sicer oni vejo, da je večkrat raka na pljučih, sem da zdaj trenutno imajo močnejšega igralca na trgu in da ne morajo biti zdaj skoncentrirani na zgodnje odkrivanje rakov. In vse to so ljudje sprejeli. To je možno samo in izključno, če so hipnotizirani, to je pa podobno, kada so zaspali. Ja. In kako bojo ljudje, pogledajte, čez 10 let se moramo zbuditi, ne? In ne bo mogel plačati ta zapitek, ne? Ja. Zdaj, če si ti zelo mamljen, bo račun precej drag. Da veste. Jaz mislim, da je skrajni čas, da se nekdo zbudi in da reče, dajmo to pogledati. Zdajle sem... To je meni nepojemljivo, kako zdravniki to gledajo in kaj čutijo ob tem. Ja. Zdaj je Nacionalni inštitut za javno zdravje, NIJZ, je vendarle naredil en simpozij o predhodni COVID krizi. Teme so bile zelo zanimive, naštela bom nekaj naslovov. Kako so se mladi počutili v tej COVID krizi, motnje spanja med COVID krizo, pa povečanje depresije, zdaj natančno ne vem. En od naslovov, samo en, je bil namenjen, sicer iz celjske bolnice, koliko je ljudi umrlo zaradi covida, cepljenih in necepljenih. In to je fenomen, ker to gre za NIJZ, Nacionalni inštitut za javno zdravje, ki bi danes moral imeti pripravljeno popolnoma vso statistiko o tem, kaj se je dogajalo, pa čeprav na manjšem vzorcu. Že zdavni prej, ampak rečemo, da zdaj bi bilo pa že konc tega laganja, ali tega skrivanja podatkov, ali tele nezanesljivosti ali nestrokovnosti pri podatkih. In podatki iz tega celjske bolnice so od obdobja augusta 21 do februarja 22. Šlo se je za, rečemo, ne vem natančno, 274 smrti zaradi covida in za 54% ljudi od tega nimajo nikakršnega podatka, a so bili te ljudje cepljeni ali ne. Čakajte malo. Točno veste, da če ste šli v bolnico, ste mogli nekaj izkazati, ali ste bil testiran, ali ste bil cepljen. Vsak je mogel pokazati. Unka je bil cepljen, je veselo kazal kartonček, unka ni bil cepljen, mu je bilo malo zoparan, ampak so ga takoj označili, itak ne mara so ljudi in tako naprej. In ugotovili so 54%, več kot pa nimamo nikakršnega podatka. Pa čakajte malo, če ste hoteli to namo po štumfe, ste mogli pokazati, kaj ste cepljen, ali ste se testirali, ali kaj ste tam v bolnici, pa ni treba. No, dobro, rečemo, da to prebolimo. Zdaj pa teh ostali še 123, teh, za katere pa imamo podatke o cepljenju, teh, ki so umrli, a pa zdaj, a so bili cepljeni ali ne. In podatki so takile. 26% od tega je bilo polno cepljenih. 5% še z booster dozo. Ne vem, koliko še procentov nekaj malega je ostalo, da so bili samo enkrat cepljeni. 13% ljudi pa ni bilo cepljenih. In vendar so umrli. Čeprav morate vedeti, da poprečna starost je bila taka, kot prej pri covidu, 79 let pa je. Ali 82 za te, ki so bili cepljeni. Ampak problematiziranje tega, poglejte zaključek. Zaključek je bil, da je super, da so bili cepljeni, zato, ker je manj smrti. Povejte, kaj od tega pove, da je bolj, če si cepljen, kot če si necepljen. Poglejte, 13% je bilo necepljenih, iste starosti, proti 26 in polno cepljenih še malo več, ne, s tem, da ne vemo. Ampak poglejte, zdaj pa ena normalna logika, če nisi hipnotiziran. Če se cepivo niti ne pomaga, niti ne škodi. Vse ok.
bi rekla, da je tako kot loterija. En ja, en ne. Ja, ne moreš vedeti. Vahat, bi rekli, rabci, se pravi, pol bi jih bilo cepljenih, pol necepljenih. Če je zelo, zelo koristno cepivo in zares preprečuje hospitalizacije, težji potek in smrti, potem je logično, če je koristno, da je več umrlih med necepljenimi. A se vam to ne zdi? Ja, Pa ne rabaš imeti teh, ne vem kaj. Če pa je bolj škodljivo, ko ne, pa kako si predstavljate? Potem ta podatek govori, da jasno je več cepljenih umrl, če bo več škodi kot koristi. Ja. Ampak ne, povzetek članka iz NIJZ-ja, uradno predstavljenih rezultatov, čeprav na majhni populaciji v majhnem času, ampak Ja. je tole so naša današnja dejstva. Pa koliko časa bomo še lagali o dejstvih? Povejte, koliko časa jih bomo skrivali, lagali, koliko časa bojo še skriti pred analizami. Pa danes je pa ja že marsikaj znano. Danes pa res ne moramo več reči, da ni možno pridobiti podatkov. Ja, samo polje spet pa ta fora, kako se ti podatki predstavijo, ne? Ja. Lahko piše tam, ne vem, 5, pa bojo oni to tako obrnili, da je 5 slabo, naprimer. Ampak predstavili so tortni diagram, kjer je jasno napisan. Tukaj kakršnakoli razlaga odpade, ker če ima kdorkoli samo mal predstave o tem, kaj te številke pomenijo, pa to je smešen. Problem je, da ljudje res hitro pozabljajo, kaj se je dogajalo. Jaz se spomnim, začetek vsega tega je bil, pa ne vem, je dosti kdo poimenoval druge, ja, teoretiki zarod, ko je nekdo rekel, ja, čakajte še malo, pa ne bomo smeli hiše, ali pa boš mogel, ne vem, tako med drugo svetovno vojno, boš mogel izkaznice kazati, ne, pa kaj vi govorite, so se ti smejali, pa to 6 mesecev kasneje, evo, kaj bo zdaj? Ne, pa to je za naše vedno neki izgovor. Tako da jaz pravim, če sam ne moreš videti velike slike, oziroma če nočeš, je tak nikoli ne veš, ne. Zanimivo, ne? Točno res je bilo. Vse na začetku je mogoče izgledalo kot zarota, ampak trenutno se je vse, kar je izgledalo kot zaroto, izkazalo za absolutno resnično. Ja. Vse, kar so nas obtožili za zarot, da smo zarotniki, ne, ravno obratno, drugi so se zarotili proti nam. Ja. Mi nismo nič imeli s to zaroto. Mi smo bili samo, jaz sem bila zgolj opazovalec in interpretator tega, kar se je dogajalo. Ne, da sem jaz tukaj pelala. Ampak nažalost se mi je zdelo potrebno, da razložim moje gledišče, ker jaz sem pa vsem stroka. Ampak, a veste, verjetno si nisem niti nadaleč predstavljala, da bi to bila zarota, ker sicer bi me bilo bolj strah najverjetneje. Ja. Veste, če bi se jaz zavedala razsežnosti, kaj sledi, ne vem, če bi se upala v to spustiti. No, ali pa tudi. Ste bili v vaših krogih med kolegi deležni, ne vem, kritik ali pa ne vem. Seveda. Se veste, to je... So vas pribijali na križ? Ja, pa sej, mi imamo, vsi po vrsti smo bili mi obravnavani na etični komisiji zdravniške zbornice. Res? Prav, na našem materinski organizaciji, ki mora biti enaka mama do enih in do drugih, ne? Ja. Ne, obravnavali so nas enega za drugim. Se veste, mi smo bili ta ena združba zdravnikov, ki smo mislili drugače, imenovali smo se Iniciativa slovenskih zdravnikov in enega za drugim so posamično vzeli ven skupine in mu, tako kot kakšnih čarovniških, kako bi rekel, na kakšnih takih čarovniških procesih, a veste, ker vam najdejo nekaj, ja. Sploh se ne moreš braniti, ker se nimaš pred čem braniti, ker v bistvu to nima funkcije sodstva ali pa nečesa takega. To so samo neki taki ustrahovalni elementi. Pa ste kako ste to pravno legalno reševali? Mislim, z odvetniki, kako pa čas, čeprav, veste, to je malo nenavadno, ker to je stanovska zbornica, ker ti mora dati še celo, bilo bi zelo komedija, ker isti človek, ki te toži, ti mora še odvetnika zrihtati, ne? Ti še njegovega zrihta po možnosti, ne? Ja, mislim, če ni to vse v isti osebi, a veste, ki te toži, tožilec zbornice, isti, ki sodnik zbornice in verjetno bi bil tudi moj odvetnik zbornice, pa se mi to nekako ni zdelo, primerno. Noro. Pa to niti ni, a veste, uradno, to ne spada pod sodstvo, to se mora najprej končati interno. Tam na tej neki pevskem društvu zbornice, potem greš pa lahko, če si uražaljen, če ti kaj naredijo, če ti oduzamejo licenco, pa greš šele v sodni sistem. To besedno nima nobene funkcije. Je bil kdo, da mu je bila odzeta licenca? Ne, zaenkrat ne, ampak se je pa zgodilo, zdaj je bilo to včeraj ali predvčerajšnjem, da so končno enega od nas oprostili. Okay. Kar je... Ker drugače, veste, se ni šlo niti za to, ne. Niti ni bilo v interesu, da bi nas
ne vem, obsodili ali pa oprostili. Ja. Ampak ves čas visi na tabo, to je pa ta, ki so jo v bistvu sodili za neetična dejanja. Ne? Ja. Da, ti ono oznako. Oznako, ker če bi te oprostili, potem se morajo upravičiti, če bi te tožili, potem gre naprej na sodni proces, jasno. Ne morajo si priznati, da so... Ne morajo se pravi najlepše, če imajo to v predalu, kadarkoli pa kakšen novinar vpraša, pa reče, to je pa ta, ki so jih sodili. In tako je ena taka siva senca pade, kaj pa je tale storila slabega, če so ji njeni sodili. Ja. Trenutno še opravljate vlogo ginekologinje. Ja. Kako balansirate tekmo za predsednico države pa še poklicno? Pa jaz v resnici izveram iz skupine ljudi. Jaz vsak dan hodim med ljudi, zato hodim v službo. Mene to drži nad gladino. To so stvari, ki vsak dan se vračam nazaj k ljudem in izvem še kaj pa kako naprej. Ne. Jaz mislim, da je to moj glavni poklic. Ste imeli preden ste se odločili, ne vem, kaki posvet z družino, z sorodniki, je prava odločitev, ni prava odločitev, ste imeli pomisleke? Posveta glih ni bilo, ker so bili vsi proti, ne. Proti so bili, res? Normalno. Se me pogrešajo doma, ne. Ja. Ja, veste kaj, vse se ljudje nočejo izpostavljati, ne. Moja mama vedno reče, ker so že starejša, je rekel, zakaj ne en drug? Ampak vsi tako mislijo, zakaj ne en drug. Vsak reče en drug. Zakaj moram jaz biti tisti? Če že ne en drug od teh, ki si upajo, potem pa mogoče se nas bo nova politika nas bo rešila, pa nova stranka, ki bo prišla, pa mogoče nas bo Evropska unija vendarle rešila, pa bo pa prišel en, ne vem kaj, kako je že bil tale Nirenberg 2 filmih, pa nas bo on rešil, pa vsi pričakujemo, kad dogodek v mestu Gogi, da bo nekdo prišel, nekdo nas bo rešil. Pa 100 let, pa čakajoč na Moloja, isto, mislim, to so na Godoja, pardon. Vsi mislijo, zakaj en drug nas bo rešil. Ne, narobe, nihče nas ne bo prišel rešiti, nihče, predstavljajte si, da so bili včasih, pa pustimo to, ta nacizem, pa to se že prežvečan v kontekstu tega, kar se nam je zdaj dogajalo, odprave vseh človekovih temeljnih svoboščin, vrednot, demokracije in tako naprej. Ampak, gledajte, 50 let je vztrajal režim apartheida v Južnoafriški republiki. Pa to ni bilo 1000 let nazaj, veste. To je bilo pred kratkim. To je bilo pred kratkim. 50 let so ljudje, to je bila vladavina prava, to morate priznati, to je bilo pravno, formalno, čist legalizirano, da pač eni imajo več pravic kot drugi. Gotovo je bilo med temi ljudmi v Južnoafriški republiki veliko zdravnikov, ki so 100% imeli podatke o tem, da imajo tisti, ki imajo temno kožo, na isti strani jetra enako srce. Genetsko so si precej podobni, da imajo enak puls, da so to da je to popolnoma isto. Gotovo so zdravniki to vedeli. Veste kaj, po moje večina rekla, se nam je še kar dobro, dajmo se malo stran ozreti. Ker to prinese pa kar probleme. Ne? To prinaša težave, ne? Samo to jaz nikoli ne bi razumel, ne glede na to, kaj delaš, da se prodaš za voljo, ne vem, denarja ali pa moči, da prodaš svoje morale, etiko, hrbtenico za tisti, ne vem, kratki naval, ne vem, sreče, ki je itak zamegljena. Ne vem, jaz takih ljudi nikoli ne bom razumel, da se pač prodajo za tisti kratek čas. Na koncu bomo tak, ko bomo pod zemljo, ne boš imel ne denarja, ne moči, ne nič, nikjer ne bo pisalo, on pa je takrat, ne vem, bil bokibatina. Jaz niti ne vem, če so vsi zares dobili veliko denarja, ne. Jaz bi rekla, da so v teh velikih sistemih, da je gonilna sila tudi ta strah, ne? To itak, dobro, to ja. Ampak da bi pa glih vsi dobili zelo veliko denarja, pa mogoče niti ne verjamem. Morda nekateri so dobili malo, ampak so je bil vsaj za zihar denar, ne, da prehrani otroke, a veste, se vsakega imajo odkoli pa drugače lahko v šahu, ne. Samo dobro, jaz eno mislim, da ljudje na ključnih položajih, ki so, ne vem, bolj ali manj medijsko javno izpostavljeni, so mogli dati neke izjave. Tisti že itak v štartu imajo dovolj denarja. Se pravi, niso po mojem jih z malimi vsotami kupili. To se pa zelo strinjam. Bravo, to je pa čista resnica. Koliko ste kaj v vaših zdravstvenih vodah vam je prišlo kdaj na uho, da ne vem, tisti bil podkupljen, da je to pa to v medijih rekel, ali pa so kakšne take zgodbe oziroma pričevanja? Mislim, jaz osebno ne poznam nobenega, tako da res ne morem vedeti, ampak ni treba, da je podkupnina sama po sebi, ne. Ja.
Sej je v resnici, podkupnine so tudi na različne načine se da podkupiti, ne? Ja, logično. Tako da jaz ne verjamem, da je to šlo zdaj za neke blazne denarje. Se obljubi služba za toliko pa toliko časa ali pa pa drug položaj, ali pa, tako, pa veste, se je konc koncev tudi mečkan žarometov, verjeten komu stopo glavo, Ja, zato ja. tudi ni poklic, ki bi bil prav zelo Nekomu je fajn nastopati, pa ne. normalno, pa da te vprašajo za vsako stvar, kaj si misliš, ne? Ja, V bistvu postane tvoj svet čist drugačen, kot tisti mejhan svet, ki si bil prej v njemu, ne? Pa gužva, pa tečni pacienti, pa Enkrat pa postaneš heroj. Heroj, braniš populacijo pred neznanim virusom, ki kolje. No pa povejte vi meni po pravici, koliko jih poznate v vašem okraju, ki so kar dol padli na ulici? Koliko jih poznate ne vem, med vašimi prijatelji? Koliko jih poznate? Ja, dejansko nobenega, no. Jaz osebno. Ja, sej. Mislim, verjeten pa res so tudi ljudje umirali, to jaz ne zanikam. Saj so Ampak življenje ima začetek pa konc, a veste. Pa še ena blazna razlika je, ki jo jaz ne morem oprostiti in ta odgovor me bo mučil do konca. Razumem, od bolezni umreš. Zdravniki se zelo trudimo, da rešujemo neke bolezni, da poboljšamo kvaliteto življenja, izboljšamo. Ampak včasih nas bolezen premaga. Saj to ni nobenemu nič zelo Pa to je, se mi zdi, naravni proces. Lahko umreš in umreš navadno od bolezni, če že to ni poškodba. Ampak niti enega samega človeka pa mi ne smemo ubiti. Veste, mi ne smemo ubiti. Ne? Mi ne smemo zdravega vzeti ven iz populacije pa ubiti. Mislim, kako so lahko ljudje preslišali primer Katje, naprimer, ki je umrla dokazano od cepljenja. Pa so rekli, no, pa kaj veste, to ena rešili smo, pa ne vem kaj. Ja, pa počakajte, to sploh ni na tehtnici, to ne more biti na tehtnici. Ne moreš ti žrtvovati življenja enega za, To nikoli, življenja so brezštevna, mi ne smemo niti enega, ker če bomo se pa začeli tako pogovarjati, pa ne pa povejo. Koliko jih pa smemo, kaj bi vi rekel? Začelo se bo ena, Ja, pa toliko rešili, pol bo pa še dva, ena. ali pa pet, ali pa ne. Pa nasplošno sploh ni primerljivo. Eni so umrli od bolezni, ne moreš pa umreti zdrav, zaradi tega, ker te je zdravnik fentono. Ja, to pa ne gre. A veste, in to so tako čudne stvari, da jaz ne vem, kako so jih ljudje prebavili, ne vem, dol pogoltnili. A veste, to ne gre. Meni je bilo najbolj, damo virus, pa vse te stvari na stran, oslabljenje imunske sisteme, umreš zaradi tega, umreš zaradi onega. Najbolj, kaj mi je bilo, pa ne vem, včasih me ne vem, nečaki ali pa kdorkoli me vpraša, če se je tebe strah, pa jaz tak ne vem, pač ni me ničesar strah, pač če kaj pride, pač pride, ne, nekako sem sprijaznen z vsem, ampak če se pa me je dejansko v celi tisti situaciji postalo strah, pa je, kako lahko ljudje hitro zgubijo svoj jaz. To sem jaz bil šokiran na tem, ker sem, ne vem, vedno na podlagi sebe videl druge, da pač ima vsak svojo izoblikovano osebnost, stoji za nečim, verjame v nekaj. Pol pa, ker pač samo nekdo to tako reče, pa boš ti popolnoma preslišal svojo zdravo kmečko pamet ali pa ne vem, izkušnje ali pa nekaj in boš slepo verjel in naredil to, kaj ti reče. Ja. To sem jaz bil najbolj šokiran, da sem, ne vem, bili so primeri, ko sem hotel iti v trgovino po kruh, pa ti niso pustili, pol pa sem šel, ne vem, čez en teden ali pa en mesec do iste osebe, isto trgovino, pol pa je že bilo vse v redu. Do takrat, v tistem trenutku, pa sem jaz bil najhujši sovražnik na svetu. Ni me bilo osebe strah, ampak samega dejstva, da se lahko nekdo tak fejs da zmanipulirati oziroma preobrni, da sem tako, pa kje mi živimo? Če je to možno v tak kratkem času, mislim... Potem ste zdaj razumel, kako je bil mehanizem vojne, kako so vsi izmi izbruhnili, vsi totalitarni režimi na isti način. Na isti način. Sploh ne moreš verjeti, nikoli nisi dobro pripravljen na to. Če pride do... Nobenemu ni bilo jasno, kako je prišlo, da je toliko ljudi sodelovali v dejansko ogromnih zločinih, v genocidih. Kako je to mogoče? Najbolj hudo je to, da so normalni ljudje sodelujejo v tem. Taki, ki so včeraj bili vaši prijatelji, ki so vedno zagovarjali, da ne, da je vojno, pa ne bi oni nič. Samo malo spremeniš in kriza dobi samo malo drugačen izraz
in te zaloti nepripravljenega, neorganiziranega, neoboroženega in ene potegne, ene pa še vedno ne bo. Pa to, da so, ne vem, da je cela ta agenda pustila, da so se, ne vem, družinski člani med sabo, ne vem, skoraj do smrti sprli zaradi različnega razmišljanja. Pa kaj ima veze? Pa imaj ti svoje razmišljanje, pa svoje. Se strinjava, da se ne strinjava in to je to, mislim. Seveda, pa to ni uspelo zaenkrat še ničemur, ker drugače so pač družine skupaj stopile, pa so bili levi, desni, pa ne vem, sprava, pa ne sprava. To je bilo, tukaj je pa dejansko v družino zarezali. Ja. In to je uspelo. Opažate mogoče pri vašem poklicu v ginekologiji ali pa pri, ne vem, pri novih porodih, kakšne, ne vem, zaplete pri novorojenčkih ali pa pri materah zaradi mogoče prebolelega covida ali pa zaradi cepiva ali pa... A veste, opažanja, če so vzeta izven konteksta, so vedno lažljiva, ne? Ker pač ne moreš se izogniti svoji čustveni komponenti in svojim vlastnim prepričanjem, ki so v ozadju teh podatkov, ki jih ti vidiš. Dokler mi ne bomo prešteli, tega ne bomo videli. Mislim, že zdaj smo prepozni s preštevanjem. Dejansko podatki za lansko leto so taki, da je, mislim, da je za avgust, ne, da je smrtnost 16% večja, kot je bila eno leto prej, in da je rodnost toliko manjša. Tako da je precej velik, tako značilno velik naravni prirastek je za 12% manjši. To je kar velik, to je ogromno. Ja. Zdaj pa, še vedno pa to izpade iz analize, še vedno moramo vedeti, zakaj, ne? Ja, če ni dokazanega vzroka. Iz tujine mi vidimo, da dejansko imamo več mrtvorojenih, da imamo slabše rezultate, kakor prej, ampak za Slovenijo pa natančno ne moramo vedeti, ker moj občutek tukaj ni enakovreden. Zakaj ne moramo vedeti? NIJZ se bo pripravil, ne? NIJZ mora Nacionalni inštitut za varovanje zdravja pripravljati podatke. To veste, da ne, to bomo še čakali. To traja. Mislim, pa tudi v Sloveniji so zelo majhne številke, a veste tudi, če je bilo prej 5 mrtvorojenih, pa je zdaj 6, je to zelo velik procent, ne? Tako da mečkan časa bo pretekal. Manjši vzorec, ja. Ampak predvsem moramo pa vedeti, da mi moramo biti previdni, da kar nismo 100%, da je nekaj dobro. Ne? Mislim, tudi to je osnova. Pa tudi najbolj bizarno mi je bilo, da so dosti ljudje, ki niso, kako bi rekel, takoj slepo zaupali v povedano, jih kao označevali, ja ne verjamete znanosti. Se pa znanost je veljavna takrat, ko je 100% dokazana. Ne? Mislim, tako so vsaj mene v osnovni šoli, se še spomnim, učili, narediš poskus, ti je uspelo, ga ponoviš 10-krat. Tako, zmeraš. Če je enkrat ni uspelo, ga ponoviš še 10-krat, da ne, dobiš neko bazo, neke številke, neko statistiko. Tu pa je bilo kar, ne vem, najbolj bizarna mi je bila stvar, to ne bom nikoli pozabil, da če greš teč v naravo, da moraš imeti masko na sebi, ker mogoče bo virus v tistem oblačku tam te čaka. Ja, se spomnite, to sem jaz takrat pisala na internet. Da kakšna je pa to bizarna stvar, da greš na svež zrak z masko. Ja. To je, da preživi v oblačku, sem takrat pisala. Kakšen je to virus, ki preživi v oblačku in čaka na nedolžno žrtev, ki bi mi prišla brez maske. Pa hop, skoči ven iz grmaja in ga imaš. Pa čakajte, pa se tukaj je bilo cela gora bizarnih stvari, pa to, kako policijska ura, s čem bi bilo to utemeljeno? S čem bi bilo to lahko utemeljeno? Pa si šel v restauracijo, jasno si mogel pokazati vse te papirje in sedel si brez maske, zraven je bila miza brez maske, potem si šel pa na stranišče, si mogel pa nadeti masko, ali pa še bolj bizarno v avionu. V avionu sediš en zraven drugega. Meni so pripodvali, da so držali v roki kozarc kave, mislim šalčko kave ali pa kozarc vode, zato v tem času so lahko bili brez maske, ker so pili, ne? Ko pa niso pili ali pa jedli, so si dali pa masko gor. Pa kakšne so to bizarnosti? Pa čakajte, to je brez števila teh traparij. Ja. Pa si se šel posloviti od svojca na COVID oddelek, je imel COVID zanesljivo, umiril je zaradi COVID-a, vsi okoli so imeli COVID. In ti si mogel imeti svež negativen PCR test, da si zdrav, da si ga šel obiskati. Ja. Čakajte malo, kaj smo lahko prinesel zdravje ali kaj? Ja. Mislim, če bi mogel vsaj. Fak, res bizarno, res bizarno. In tudi pri takih bizarnostih sem jaz mislila, da so to da so to napake. Ne, ni res. Take bizarnosti so nujne, zato da ljudje si rečejo, tako pri cesarjevih novih oblačilih,
To pa ne vem, če jaz razumem, ampak strokovnjaki že vejo, mi verjamemo v znanost. Teže mora biti tak. Teže mora biti tak, ker jaz to čist nič ne razumem, ker nisem dosti pameten, da bi to razumel, ampak jaz se pa zdaj s tem res največ ukvarjal, bom pa prepustil strokovnjakom. Kakšnim strokovnjakom? Lepo vas prosim, to so bile bedarije. Ja. En otrok je rekel na koncu pri cesarjevih novih oblačilih, saj cesar je enak. Ampak ne, zato ker da ne bi izpadel kdo na umen. Moraš biti vse čist, če hočeš povedati resnico. Je res prelomno, mislim, kaj se nam zadnja leta dogaja, pa ne vem, vedno, ko smo mali, pa si gledal risanke o nekih vesoljskih plovilih, pa na drugih planetih živimo, pa to, zdaj pa, ko smo malo starejši, pa vidim, kam se stvari odvijajo, pa vojne zaradi dobičkarstva, pa svetovni virusi zaradi dobičkarstva, pa mislim, tako sem malo razočaran nad celotnim človeštvom, ker se mi zdi pa pikolina, ne bi mogli strmeti k temu, da si izboljšujemo življenje, da bomo čez, 50 let bili brez, nekih osnovnih bolezni, ki nam danes pretijo. Mislim, okužbe sigurno ne bojo zginile, ampak pogledaj, je kaj bolj prikladnega, kakor virus, ki je vsem neviden, z vsemi mikroskopi neviden. To, kar vi gledate slikce teh špičastih kugelc, pa to, čakajte malo, virusa se ne da videti, ne? Ne da. To so vse. In zdaj, kaj je lepšega, kot da je nekdo, ki ga ne vidiš, pa je res hud sovražnik. In še v bistvu simptomi, karkoli se zgodi, ga ti lahko dokažeš, zaradi tega, ker imaš, ali si prehlajen, ali kašljaš, ali imaš spuščaj na koži, ali imaš prebavne težave. Vse to dela ta virus. To je potem še bolj strašno. Zato validirani testi, s katerim smo to merili, so bili ocenjeni ali validirani in objavljeni v 48 urah. Vsak raziskovalec, ki objavlja, ve točno, koliko mesecev traja, da ti revidirajo članek, da ti ga sprejmejo in da ti ga objavijo. 48 ur. To je edinkrat v zgodovini, da je bil kakšen znanstven članek v teh revijah z visokim faktorjem vpliva objavljen v 48 urah. Pa to ja ne gre. Se pravi, tukaj neki, cela zgodba ni štima. Smrdi pri glavi. Smrdi. In če bomo dovolili, da se tukaj konča, ne bomo za varnost pred podobnimi situacijami naredili nič. Mislite, da se nam kaj podobnega lahko spet znova zgodi čez 2-3 leta? 2-3 leti? Pa se nam že zdaj dogaja. Zdaj smo samo malo, da je dikcija spremenjena. Sicer pa kar pripravljajo WHO, ne? Zdaj, ne to vem, sem pa nekaj slišal, Ja, zdaj WHO ali Svetovna zdravstvena organizacija SZO je imel organ, ki je svetoval. Svetoval je za bolj zdrav svet. In članice OZN-a in tega odseka na Združenih narodih, Svetovne zdravstvene organizacije, so plačali neko članarino in to je bil svetovalni organ. Po definiciji, kaj zdravje je, to je odsotnost bolezni, stanje popolne psihološke, socialne in ekonomske blaginje in pomagali so mečkano v Afriki, ker tudi lakota je na nek način bolezen, pa pred kakšnimi temi raznimi boleznimi, ki jih še do danes nismo uspeli niti omejiti, kaj šele iztrebiti, pa okoljske težave, pa tako naprej. In to je bil posvetovalni organ, ki je zdaj ugrabljen. To pomeni, da je zdaj v vlasti kapitala. Se veš, da če si pa kapitalist, pa hočeš imeti tudi kakšen dobiček. Ne? Logično. In zdaj v bistvu bi radi, da je ta Svetovna zdravstvena organizacija ni več samo svetovalni organ, ampak se pripravlja teren, da bo vse, kar bo sprejeto na Svetovni zdravstveni organizaciji, obvezujoče za vse članice. To pa lahko postane nevarno. Če pogledate, kako na hitro se je spremenila definicija, kaj so najhujše nalezljive bolezni. So bile vedno tiste, tako kot si vi predstavljate, te, ki zahtevajo največ življenj. To pomeni, da se hitro širi in da je blazna smrtnost. Zdaj smrtnost ni več pomembna. To pomeni, da vas bo lahko, vse ukrepe vam bojo lahko uvedli, če se bo Svetovna zdravstvena organizacija tako odločila, ne samo prek pred naših politikov in našega parlamenta, ampak lahko kar direkt pred Evropske unije, ker smo mi pač del Evropske unije. In zdaj lahko navaden prehladek, to se zelo hitro širi, se veste, en kihne, dva kihneta si takoj noter.
Ampak veste, da noben od navadnega prehlada ni glih kakšne hude smrtnosti, ne? Malo šmrkaš, malo robca uporabiš, pa si okej. Ampak zdaj, ki je definicija spremenjena, zdaj ni več važna smrtnost, ampak je blazno pomembno, kako hitro se širi. Se pravi, to se teren pripravlja, ampak jaz nič hudega, če se teren pripravlja. Ampak kaj je ta zaslepljenost? A vi mislite, da ljudje po javnih občilih slišijo za to, kaj se pripravlja? Itak da ne. Za veliko večino nihče ne sliši, nihče ne vidi, da v Evropi demonstrirajo, nihče ne sliši drugih znanstvenikov, ko pravijo, da niti ta CO2 ali ta ogljični odtis ni nekaj najhujše, ne povzroča ta ne vem kakšnega globalnega segrevanja. Vse to, mi ne dovolimo drugega mnenja okrog ničesar, okrog stvari, okrog katerih delamo krizo. In jaz ne želim tako, jaz želim demokracija je vladavina ljudstva, ne vladavina prava. Samo, jaz pa nasprotno misleči bi vam rekli, zakaj. Zakaj bi Svetovna zdravstvena organizacija to počela? Ja, pa se to so blazni dobički, ne? Pa se pogledajte, kaj se je zgodilo v eni taki pandemiji, epidemiji. Se niso vsi obobožali, se nekateri so obogateli. Pa se to je blazen denar, delnice Pfizera, pa BioNTecha so pa čakajte, pa država je blazen denar vložila v to, ne, se to ni. Pa pustimo samo cepiva. Se je tudi zdravila. Se je tista ta poceni zdravila so bila, se zgodnega zdravljenja ni bilo, ne, to ni bilo, ker hidroksiklorokin je blazno pocen, no dobro, mislim, kar za koga, ampak 12 € napram nekega tocilizumab, ki ima podoben mehanizem, pa stane 700 €, veste, se tukaj je vsak neki parmakno, pa tist, ki je maske delal, pa tist, ki je palčke, pa kakšno okolje, pa koga briga okolje v tej situaciji. Maske so bile tam vse slamce so prepovedane, če greste ven, pa boste sokat spil, ta slamca ni govora, to mora biti papirnata, kakšni so bile pa te palčke, ki smo si vsak dan v nos pa plačali. pred trgovino vsak obvezno rokavice gor, pa brisati, pa vsega boga. Mal, pa to nima zdravje nobene zveze, to ima lahko samo in izključno s kapitalom, zdravjem pa zagotovne. Vse ista fora je pa zdaj, ne, zeleni prehod, pa sončne elektrarne, pa veterne elektrarne. Zdaj pa kar na veliko že vse posod premogovnike spet odpirajo nazaj, pa začnejo kuriti. Samo zaradi tega, da bomo mi imeli cenejšo ogrevanje, a hkrati pač ga ne bomo imeli samo zaradi tega, ker pač ima nekdo preveč ponosa. Mislim. Pa čakajte, pa jaz itak ne razumem ogljični odtis. Ne vem, to vsak je naredil tisto neko osnovno šolo, CO2, to je ogljikov dioksid. A veste, ogljikov dioksid ni nek tujko naravi, ne? Rastline uporabljajo ogljikov dioksid zato, da s fotosintezo pač delajo glukozo, ne, in kisik. To je osnove. To vsak ve, to je biologija. Ja. In zdaj, jaz sicer ne razumem, a če je več CO2, a se potem rastline več fotosinteze naredi? Ne vem, ne, zdaj ena določen rastlina... procent verjetno lahko procesira, Dobro, ampak ena rastlina lahko sem to kokarla. A če je manj CO2, a bo potem manj fotosinteze, ali kako je to? Kaj je s tem CO2-jem toliko zelo narobe? Jaz dejansko ne razumem. Hkrati pa, da delamo vsa gnojiva, pa pesticide, pa insekticide, pa biocide, pa ne vem kaj. O tem se pa noben ne vpraša. Ne, zdaj nam je najbolj škodljiv CO2. Pa jaz to ne razumem. Vse ostalo, kar odvržemo, jaz bi rekla, da je večji problem plastika, ne? Ampak plastike nismo nad zmanjšali, nasprotno. Nerazgradljivih palčk je bilo milijonkrat več, kot je na celem svetu slamc bo prodanih. Mislim, da so v Sloveniji par dni nazaj prvi na svetu odkrili mikroplastiko v kepi toče. Res? Ja. Da pač toča, ko je padala, da so naredili pol analize in so odkrili mikroplastiko v sami toči. To je fenomen, ampak jaz vem, da so v ribah, pa da en čas odsvetuje. Hrvatje so letos odsvetovali suši, surove ribe, kaj jih imamo radi. Zato, ker so noter odkrili veliko vsebnost plastičnih teh delcev plastike. Samo na dolgi rok pač premalo je podatkov, da bi zdaj lahko rekli, mikroplastika vse posod, čez 15 let se bo to začelo kazati na, ne vem, zdravju, na bolezni. Ja, ampak oni pa nam odvračajo pozornost od s tem ogljikovim dioksidom, ki je pa dejansko del narave, ne? Ker plastika ni, a veste. Ampak to se noben ne vpraša, mislim tudi, če se, a veste, zato jaz mislim, da ta dvogovor ali ta diskusija med deležniki nikoli več ne bo smela biti utišana. No, ali pa naslednjih 50 let, dokler spet ne zaspimo. Mislite, da bomo prej zaspali? Ali da ne bomo? Ja, na vsakih 50 let ciklično, po moje, se spet malo zaspine. Mislim, vsaj tako sem se jaz iz zgodovine naučila, da je to kar ciklično. Ja. Veste, da to malo v valovih prihaja. Zdaj,
Mogoče sem pa teoretik zarote. No. Ja, naslednjih 14 let ali 14 dni bo ključnih. Naslednjih 14 dni pa čist drugače. Ampak tako se mi zdi, da me nasploh z informacijah hranijo na tak način, da sploh ne smeš podvomiti. Ja. Če bi rekla na nacionalni televiziji, da kaj pa je s CO2 narobe, pa se po mojem bi me gledali kot čudo. Gotovo. Vsak, ki je naredil osnovno šolo, ve, da je del narave tudi CO2. Ja. Ok, meni malo preveč, malo premalo, ampak mogoče se da to drugače rešiti. Ne bomo izsekavali amazonskega gozda, ne bomo pač krčali tih morja, pa tako naprej. Ampak ne pa tako, da bomo rekli, ne bomo raj zmrznili. No. Čakajte malo. Nekaj bi vas vprašal o vaših sokandidatih. Pač vi, vsaj koliko zdaj vidim, pa koliko vas spremljam, ste to, kar ste pred kamero, pa za kamero. Sem prepričana, da ja. Kaj pa ostali? Če smete, kaj bo vedeti? Pa ne, jaz imam tako občutek, a veste, kar je mene moti. Ja. Res, ne moreš odvreči tako zlahka političnega nahrbtnika, ne? Kako bi to rekla. Ja. Ne moreš reči, en dan pred kandidaturo odstopaš iz, ne vem, vodilne funkcije v stranki in rečeš, ne snijem nobenega nač stranko. Čak te to ne gre. Saj jaz pa, če me kdo direkt vpraša, meni je resnica stala ob strani, nisem nikoli bila član resnice, ampak ne moram pa skrivati, da zdaj ne čutim po tem času neko simpatijo do njih. Ja. Pa nimamo velikega dela poti skupaj. Ja. Ampak ne moram pa reči, da to, kako ne bo tak, kaj je bil glavni funkcionar stranke, kaj je bil mogoče minister od te stranke, kako? Ne, to pa ne, zdaj bom pa od vseh ljudi. Ja, to ne gre? Čakajte malo, to Samo ne gre. lahko potegnejo s tem, ker ljudje hitro pozabijo. Jo, jaz ne vem, to je res hiter tale zgodovinski spomin je pa res se razblin kot 1, 2, 3. kot tist R11 cepiva. Dajte mi reči, če jaz mislim, da če boste nadaljevali z vašo vnemo in energijo, da boste prej ali slej zaslepljenim odprli oči. Kakšna je vaša dolgoročna agenda oziroma cilji? Kaj je tisto nekaj više, kaj si želite doseči kot... Želim si čez 10 let se pogledati v ogledalo in si nič biti dolžna. Da greste mirne volje spat. Tako, ampak čez 10 let, ko bo račun prišel, želim si oprostiti. Ok. Kaj vas je življenje do zdaj naučilo, pa da to sprida uporabljate v zdravstvu in trenutno pol v politiki? Joj, zdaj sem se nekaj spomnila, drugače imam različne navdihe, ampak veste kaj? V bistvu je velik privilegij delati z ljudmi. Velik privilegij. Ne vem, če radi berete knjige. Ja, mislim, rad jih berem, ampak ne pogosto. Ampak ni človek, pa radi gledate filme, ampak ni človeka na tem svetu, ki ne obožuje zgodb. To je res. Mislim, zgodbe nam krojijo življenje. Ja. Odkar ste se rodil, pa do konca življenja imamo zgodbe radi, pa ne bojo v pesmi, pa ne bojo v filmu, v knjigi, obožujemo zgodbe. Moje življenje je ves čas polno zgodb. Povejte, a je to privilegij? In jaz moram tem ljudem nekaj vrniti. Ne? Če mi zaupajo zgodbo, veste, se ni lahko zaupati zgodbo. Mislim, vsaka knjiga, vsak film nekaj stane. Pa ne veš, kaj te čaka, mislim, ne veš, kako se je razvila. Ne? Tako, in če mi pomagajo biti delček nečesa v njihovih zgodbah, potem moram jaz nekaj vrniti, potem moram jaz to zgodbo iz nje se nekaj naučiti in vrniti to, kar sem dobila od ljudi. Ja. In jaz si želim vrniti ljudem to, kar so oni meni dali. Dali so mi pa ogromno. Kaj se vam zdi, da najbolj manjka slovenskemu prebivalstvu trenutno? Jaz ne vem, lahko o Cankarju nekaj povem. Lahko. Mislim, Cankar je moj idol. On je pa že 100 let nazaj poznal slovensko dušo v nulo. In v Hlapcih, kako je on rekel, kdaj bo zares slovenski narod svoboden. Ne? Nekak slovenski narod se toliko bori za to svojo samostojnost, suverenost, ampak nikakor nam ne uspe. On je tako lepo rekel, da ne bo to narobe razumljeno, da ne rekel, kdaj bo zares slovenski narod svoboden. Ko ne bo več naroda, ampak bodo samo še ljudje. Samo svoji, ponosni, pokončni kralji v cunjah. Ko ne bodo več, kako je že rekel, ko ne bojo več naprodaj
za groš ali za uslužen smehljaj. To. Take Slovence bi jaz rada videla, kot jih je videl Cankar. Zadnjič sem zasledil, da, zdaj ne vem, če to drži ali ne, da v bistvu beseda Slovan izvira iz besede slave. Sužen. Ja, sužen. Mislite, da je kaj v tem, da pač nam je to nekako prirojeno, da smo hlapci? Da bo zavedno tako stalo ali da se čez čas to zgubla? Pa jaz mislim, da se mora zgubiti. Poglejte, nekaj pa je fenomen slovenskega naroda. Tako malo številčni smo, ne? Pa toliko dolgo smo se obdržali. Ja. S svojim jezikom, svojo kulturo, če hočete, ne? Ker v bistvu ni povsem enaka nobenemu narodu, s katerimi smo bili v preteklosti združeni, niti Avstro-Ogrski, niti v celoti Jugoslaviji. Pač z nikomer nimamo, smo nekako lahko bratranci ali pa še manj, ne? Lahko smo v podrejenem položaju. Ampak ohranili smo se vsa ta leta z nečem, kar pa je Slovencem, po moje, kar jim je skupno. Slovenci mogoče zgledajo, kada sklonijo glavco, ne? Ampak če pomislite na Martina Krpana, so bolj švercari. Ja, glavo dol tiho, pa me že svoje. Tiho, ampak lejte, vse je lahko, da so bili ukrepi, vse je bilo vse okej. Ampak tole danes, če jih vprašate, ne, mi pa ne, mi smo pa v garaži so vse dobivali, kje, v Zidanci smo pa jašli, ne, naši so se pa igrali tam na Gorenskem, mi smo vsi tam pred hišami. Za Martinovo pa. Kje, je tako nekako je to izgledalo. Ja. Vsi so pokimali, ampak vsi so se nekje dobivali. Ja. Bodite iskreni. No? Ja, itak, velda. Ja, pa to mogoče dobro glih v centru Ljubljane pred parlament, glih nismo šli, no se zabavati tam s pivom pa z vinom. Jaz vem, da na Štajerskem za Martinovo ni bilo skoraj nobenega na ulici. Vsi so bili po garažah, ne vem, v Zidancah, pa kaj jim zdaj manjka? Pa načim ne manjka, sem jaz nekaj pa dobro, jaz to razumem, ja. Ampak vsi te ljudje, ki ste razumeli, kaj je svoboda, teh ni bilo strah, če so se v garažah dobivali. Itak. Pa če jih ni bilo strah, pa to je super. Ja. Kaj je potem smisel vsega tega? Ja, točno to. Potem rečete, ni na strah, konc, ne. Ja. Mislim, noben drug se ne bo zavzel za nas. Ja. Noben drug. No, se Martin Krpan na koncu vsem ga pokliče vladar, pa mu ga prošče premaga cesarja. Tako da, lejte, mogoče pa švercari bojo na koncu. Če za je vas strah, na splošno, ali pa ne vem, imate mogoče kako fobijo, ali pa na splošno gledano življenje? To pa imam. A povem, sem da me potem ne bo kdo zasledoval. Skozi imam kaj, ja. Normalno, kad ta floating anxiety se lahko kaže tudi v fizični obliki. Včasih me je bilo straha ratrakov. Res? Ja, grozen. Zakaj pa to? Sem pancarih tekla. Res? Ne vem, ne znam razložiti. Mogoče so me pa strašili, ne. Če ne te dovolj hitro smučali. Ja, da me bo traktor. Ali tratrak. Potem me je bilo strah, kobilc ne maram. Okay, ja. Ne, mogoče pa to prastari strah, mogoče iz kakšnega Egipta. Ja. Da me ne bojo pojedlo vso hrano. Pardon, da vas tu zdaj prekinjam. Kako vi vidite dušo človeško? Veste, kaj si jaz mislim? Kaj je duša človeška? Poglejte, če vi ste vi. Če vam mogoče zbolite ali pa imate nesrečo, pa ste brez leve roke, ampak jaz mislim, da ste to vi še vedno vi. Včasih si date drugo obleko, pa kaj pa, vi ste še vedno vi. Lahko pa v pljuče enkrat manjka, enkrat to, ampak ste vi. Kaj pa, če nimate, da imate Alzheimerja, naprimer, da se spremeni ali pa da vam nekdo vzame dušo. Pa zgledate meni popolnoma tako, kot ste vi, sem ni več tiste duše. Tako jaz vidim dušo. Okay, to je tiste edino, kar vas označuje. Ja. To je tisto, kar ste vi. Verjamete v to, da pač si je nekdo usojen v življenju? Ja. Nujno. Ste imeli kdaj kako tako izkušnjo? Pa ja, nenavadne stvari so se mi dogajale, ampak verjamem, da mi je usojen to, kar me je pripeljalo do sem. In te ljudje. Ja. Jaz verjamem, da je meni moj mož usojen. Ok, ful lepa, ful super. To me zanima, glede na to, da prihajate iz zdravstvene stroke, nimate kaj dosti političnih izkušenj, ne? Ampak jaz osebno vseeno mislim, da pač se konc dneva politika v bistvu samo en kvaliteten pogovor oziroma debata.
kako se boste vi soočali z raznimi problemi oziroma z reševanjem stvari, ko boste na pomembni funkciji? Ja, no, na vse se ne moram spoznati. Ne? Nekdo Logično. bo rekel, ja, pa kaj bo zdravnica na tej funkciji. Jaz bi isto lahko rekla, kaj bo pa pravnik na tej funkciji, kaj bo pa politolog, kaj bo pa obramboslovec. Pač vsi so lahko na tej funkciji, nikjer ne piše v opisu nalog, katero fakulteto moraš imeti narejeno. Ampak, a veste, to se ne rodiš čez noč. Ne? Ti moraš osebnostno biti to, kar si, ampak drugače pa, po mojem, ni predsednika brez svetovalcev. Ne? Zdaj ni nujno, da bom, mislim, a veste, se vsega tega naučiš, če se pa kdo zna pifljati, pa naučiti vsega, so pa to zdravniki. To je res. Tako so že v Nevici, kaj reče v Nevici, da vsak drug vpraša, imenik se morate naučiti, pa zakaj imenik, pa zakaj glih tega, pa zakaj ne bude manjšega mesta, pa to. Zdravnik pa sem reče, da kdaj. Noro. To sem vedno bil šokiran, ko so prijatelji, ne vem, nekdo šel medicino študirati, pa sem mislil, pikolina, toliko leče boš ti pred onimi bukvami, pa se trudo, pa sem pa tja, tako da je res kapo dol svaka čast. Ja, no, se vse ni bilo zanimivo, ampak drugače pa veste, kaj se hiter mine. Kaj, ko si mlad. Pa to vse hiter mine. Pa to, a mislite, da sem jaz gruntala, kaj se bom vse učila? Jaz sem samo upala, da bo čim prej četrtega, da gremo v pajzlane. Ja, no se to sem vas glih mislil vprašati, toliko nekih izpitov pa učenja skozi mladost, zaljubljenost, ono tisto, to moraš biti res fokusiran, pač da si tako, ok, naredil bom vse specializacije, vse izpite. Ja, ampak se vseeno, četrtek greš vseeno pajzla. To je res. Vmes pa tako v službi, veste kaj, vse življenje v resnici tako, ne. Ti moraš opraviti to, kar imaš za opraviti, da dobi en smisel življenje, ampak življenje mora biti odvisen in od dela in od prostega časa in predvsem od zgodb. To je res. Zgodbe so tiste, ki pišejo življenje. Andraž Teršek vas, koliko je videti preko družabnih omrežij, vidno podpira. Se poznate osebno? Ste v kontaktu z njim? Ali? Ja, midva sva se spoznala v zvezi s to krizo. Ko sem iskala takrat, ko sem bila še precej naivna, pa sem dejansko vložila ustavno presojo ukrepov. Mislim, upam, da me Andraž Teršek poslušaš, zdaj ne vem, kaj so odgovorila, ampak to sega v januar 2020, tako da to ne vem, kaj je bilo. In takrat sva se spoznala. On je genij, ne? Že prej sem brala njegove članke. Za nekatere. Eni pa... Ne. Ja, no, mislim, on je visoko strokoven. Ja, to definitivno. Samo potem ga lahko sodimo. Ja, to definitivno. Bi ga predlagali za naslednjega ustavnega sodnika? Absolutno. To je prvo, kar bi naredila, predlagala bi Andraža Terška za ustavnega sodnika. Ok, cool. Enih par vprašanj, ki sem jih dobil tudi od gledalcev, ker za vsakega gosta naredim še anketo, če kdo želi kaj vprašati. Je bilo, če podpirate idejo o zasebni bolnici, ki bi se nagradila? Ja, zdaj moram pa to malo širše razložiti. Glejte, javno zdravstvo je namenjeno javnosti. To pomeni, da če je nekdo privatnik, to samo pomeni, da je njegov privatni vložek bil v ambulanto vložen, ampak to ni privatni klub, to je isto del javnega servisa. In zdaj mene vprašajo, ali bi šli samo bogati v privatne. Je normalno, da zdaj grejo samo bogati, a to pomaga k razslojevanju. To je napačno razmišljanje, če bi ZZZS, Zavod za zdravstveno zavarovanje, predlagal košarico, kaj dobiš za svoje zavarovanje, je čisto vse in kam odneseš. Potem bi se razslojevanje zmanjšalo. Če bi bilo za vas vseen, rekli bi vam storitev, vam pripada, naprimer storitev ginekološkega pregleda. Ja. In vi se odločite, da boste odnesli privatno. Ne? To je vaša stvar, kam boste, greste v državno ali greste v privatno. Vse to je javno, to je vse namenjeno vam. Pa kaj vi mislite, da je to manjše ali večje razslojevanje? Mi moramo zdravstveno reformo nujno urediti, nujno. Samo to se že toliko leto rejuje. Ja, pa zato, ker ni nobenega interesa, ker to je velika vreča denarja, veste. To je lušta, ne. To je velika vreča denarja, kjer morate vedeti, da so koruptivna tveganja visoka, če bi bili še toliko pošteni. Pa je možno to, kdaj dejansko porihta, da bo funkcioniralo zdravstveni sistem, pa korupcijo zmanjšati na, 3%? Ne vem, koliko jaz zdaj predvidam, da je dosti več, ampak... Ja, borili se bomo za to. Borili se bomo, opozarjali, dali bomo priložnost, da
povejo tudi drugi ljudje, kako bi to rešili, na kakšen način. Možno je vse. Za mene ni nerešljivih stvari. Ampak veste kaj, lotevanje se tega, lotati se tega pa po mojem ne bo lahko. Ker to gre skupaj ne samo v zdravstveno reformo, tudi zavarovalništvo se mora zdaj razčistiti. Ne? Največji dobičkar je zraven. Ampak jaz bi vsem dala, jaz bi ukinila to dodatno zavarovanje, dala bi ga pod obvezno, zaradi tega bi se potem subvencioniralo to, kar je zdaj, glede na plačo bi plačal, kakšno je zavarovanje. Ne? Pa spustila bi zdaj tudi druge zavarovalnice zraven, ne samo, da vi veste, ker vi imate pogodbo z zavarovalnico, vi imate zdaj ZZZS pogodbo, ampak dejansko imate vi kje v predalu to polico. Ker če avto zavarujete, imate v predalu polico. Vi ste isto zavarovan pod Zavod za zdravstveno zavarovanje in vaša polica vam nič ne pove. Vi bi lahko zvedel, kaj pa meni spada pod to zdravstveno zavarovanje. Ali je kakšen poseg, ali je umeten kolk, ali je 2 pregleda. Pa če 6 mesecev, ko se, ne vem, drobni tisk spremeni, dobiš novo posodobljeno. Tako, dobiš novo polico in ugotoviš, kaj pa jaz lahko s to polico delam, a kam jo lahko odnesem, a ima kdo drug boljšo ponudbo, če ima, potem bi jaz tukaj tole osnovno, jaz razumem, a veste, to mora biti povezan javno pa zasebno. Zdaj, mi nismo na drugem koncu sveta, nam je čisto vseeno in meni je popolnoma vseeno, kako se bo to imenovalo, da bo le koristno za človeka. Zdaj pa morate priznati, da to nič ne funkcionira. Mislim, mi lahko imamo tako imenovano javno zdravstvo, zame je državno. Mi lahko rečemo, imamo, pa kaj vam to pomaga, če 3 leta ne morate do zdravnika svojega pridati? Kaj ima to kakšno vezo? To jaz ne razumem ljudi, ko rečejo, pa dobro, imamo pa vsaj javno zdravstvo, imamo vse obvezno zavarovanje, ti vsaj to krije, pa ne krije ti. Jaz ne vem, najbolj banalni primer je bil prijatelj, plesalec, športnik, odvisno od svojega telesa, za svoj poklic, za svoj zaslužek, mogel iti na operacijo kolena. Bi prišel na vrsto komaj čez 3 leta? Kaj bo 3 leta čakal? Mogel iti samo plačniško, ne? Mislim, ali pa ne vem, karkoli drugega. Jaz sem imel tudi enkrat neki pregled, da sem mogel iti na, mislim, da ultrazvok bil, pa so mi rekli čez, ne vem, 6 mesecev. Mene je pač takrat skrbelo, kaj, nisem mogel čakati 6 mesecev. Šel sem, ne vem, v naslednjem tednu in sem dal samo plačniško, ne? Kaj ti koristi, če ti država krije, če tak ne priješ na vrsto. Koliko ljudi premre, preden prije na vrsto? Kaj so jih polne besede tega, kako imamo mi super zdravstvo, jaz ne vem. Jaz, če se pogovarjam z ljudmi, jaz bi rekla, da nimamo, no. Zdaj pa, če so vsi zadovoljni s tem, pa to se mi zdi, to so take floskule, ki jih ljudje, pa imamo pa tole privat. Ravno zdaj je razslojevanje. Če bi denar sledil pacientu, potem ne bi bilo razslojevanja na bogate in revne. Zdaj pa je, zdaj pa lahko pridejo samo bogati v privatne bolnice, v privatne ambulante in tako naprej. Ampak glih tako si zaslužijo svojega zdravstvenega zavarovanja, če ga nikamor drugje ne bo unovčil, če ne bo šel v nobeno drugo ambulanto, zakaj ne bi pa privatniku porabil? Poglejte ta absurd. Vi, če greste na Hrvaško, pa greste k privatniku na Hrvaškem, boste tam dobili povrnjene stroške, ker mi radi plačujemo Hrvaški. Normalno. Če pridete pa v Slovenijo k privatniku, pa ne. Pa čakajte, pa se jaz davke Sloveniji plačujem, jaz tega ne razumem, mi tu s tem skrbiš za slovensko gospodarstvo. Ne, pa kamorkoli v tujini boste pa šel, pa lahko greste k privatniku. Pa kaj je to zdaj? Pa to je že bizarno, to je v bistvu, to je groteskno, to se sploh ne vem sploh, kaj bi rekla na to. To je katastrofa. Zakaj nimate več javnih nastopov, nagovorov, soočenj? Jaz osebno pa vem, da z ostalimi, ko se pogovarjam, bi dosti raje videli moderirane, ne vem, javne nastope, kjer bi se, ne vem, lahko zbralo 2000 ljudi, bi vi sedeli, bi, ne vem, iz občinstva dobivali vprašanje, kot pa to po televiziji, ker so itak ta vprašanja voditelj, meni je to katastrofa gledati. Jaz to trpim. Meni je to katastrofa. Že zraven stati je grozen, kaj še le poslušati. Mislim, dobro, jaz se malo potrudim, se vse lepo oblečem, no, da imajo vse kaj za pogled. To je res. Ja, morate zgledati, morate biti fresh. Se poheca. Ja, pa dobro, mora biti malo heca. Ne, ampak se mi zdi, vsa ta soočenja, kaj so po televiziji, so koristna, ampak spet niso koristna, ker na koncu dneva se mi zdi, da volilci ne dobijo vprašanj, katere bi oni želeli postavljati. Pa sploh se ne dotikamo nobene bistvene teme, ki se tiče človeka in njegovega življenja in njegove prihodnosti, kaj bo z njegovim zdravjem, kaj bo z zdravstvom, kaj bo z korono, kaj bo z ogljičnim odtisom, kaj bo z vsem tem. Ne, mi se na soočenih pogovarjamo, kaj si jaz mislim z poklicom veleposlanika.
Veste kaj? Kaj me to Jaz ja. ne vem, če to ljudi res zanima. Po 3 letih totalne torture in mučenja je to vse, kar ponuja javna televizija. Pa čakajte malo. Pa zato niti diskusije ne more biti neke pretirane. Mislim, podpiram javno televizijo pa svobodo novinarstva, ampak pol se pa dosti krat sprašam, zakaj plačujemo, ne vem, neke prispevke, pol pa na najbolj pomembna vprašanja, ki jih imamo, zamenjajo z nekimi, ne vem, situacijami drugod po svetu, ali pa tako ste rekli, z zamenjavo diplomata. Pa kaj mene to briga? To pa ne... spravo izpred ne vem koliko let, mi pa zdaj novo nimamo, zdaj imamo pa že nov spor. Zdaj una sprava je zdaj že pa mi imamo že novo aktualno, ki je čisto drugačna delitev. Mislim, to je tako nesveže, jaz se sprašujem, a to gledalci gledajo. Meni je muka stati tam, kaj šele, da bi, mislim, dejansko o ničemer bistvenem. Ja. Čemu bi se vi posvetili kot bodoča predsednica, prvim 3 najbolj pomembnim stvarem, kaj bi je? Vse, karkoli je do zdaj bilo nejasno in neopredeljeno v zvezi z pristojnostmi, ki jih ima predsednik, se pravi braniti ustavni red. To pomeni, da je treba podučiti ljudi, kaj so njihove temeljne pravice in svoboščine in kje vse so bile, so in lahko so kršene v prihodnje. To je prvi branik, to je varovalka ustavnega reda. Da se, veste kaj, meni bi bilo tudi že to veselje, da je tako kao varovalka, ka hiša obram pred strelo. Da se mi samo enkrat zgodi, da ne podpišem zakona, ki ni v skladu z ustavnim redom in z dobrobitjo vsakega posameznika prebivalca Slovenije. Pa samo enkrat, pa tudi, če me odstavijo. Vrlo važno. Ja. Ampak tako, da bi vsaj nekaj značilnega naredil v življenju, vsaj nekaj drugače, vsaj nekaj v dobrobit, da bi ljudje občutali. Ne, da mi tukaj na neki teoretični nivoju razpravljamo o tem, kaj pa tole zdaj tisto, kaj mislite Ukrajina pa to. Zdaj veste kaj, jaz mislim, da ljudje imajo še doma zelo veliko za razčistiti. Kaj šele vsem tem, kar v bistvu jih čaka v odnosu Slovenije do sveta. Ja. Ampak vse skupaj mora biti zapakiran v zares lepe, transparentne in jasne podatke, ker samo od tega je odvisen, kako bomo razumeli krizo. Ja. Samo od tega, kako jo razumemo, bomo vedeli tudi, kako jo reševati, ne? Samo si mislite, da je tudi odgovornost na vsakemu posamezniku, da pač se sam informira, pa poišče še druge vire informacije, ali da pač slepo verjame vse, kaj vidi, pa sliši po televiziji ali pa radio? Ja, mogo bi se pa res tudi sam informirati, kako že rečejo, da te nevednost ne razrešuje odgovornosti, ne? To je pač v pravo znano dejstvo. Morajo se tudi sami pozanimati. Predvsem pa, a veste, ko ti je ponujeno, da bi nekaj slišal, da bi nekaj videl, vsaj takrat moraš odreagirati. Ne? Saj ne, da bi te zdaj skozi hranil z nekimi referendumi, pa kaj si misliš o tem. Ampak vsaj, ko ti je ponujeno, ko vidiš, da gre nekaj v napačno smer, vsaj takrat se moraš zbuditi. Ja. Bi za vas osebno rekli, da ste od nekdaj, kako bi rekel, da gledate široko, da ste zbojeni, prebojeni, drugače razmišljate, ali je bila kakšna, ne vem, trenutek v življenju, ko pa, ne vem. Ne, to pa ni bilo še takega trenutka, ampak si ga skozi želim, veste. Jaz bi to rada, da bi enkrat mislila tako, kako bi rekel, v varni coni. Okay. Ampak sem mislila, ko sem bila mlajša, da zdaj še ni čas, ampak zdaj sem pa že starejša, pa še zmerni čas, zdaj pa spet čakam, da bo spet kdaj čas. Dajte mi reči, off topic, vaše najljubše aktivnosti v prostem času. Kaj radi počnete, ne vem, imate rajši, greste na morje ali v hribe, knjiga ali film, kava ali čaj? Ja, veste kaj, jaz sem drugače po naravi malo lenuhne. Res? Jaz si tako idealno predstavljam, če bi mi dovolili, da vzamem eno dobro knjigo, pa kaj nujno zagrickati zraven, pa od zunaj bi bil dež ali pa sneg, jaz bi bila pa zavita pod kovter in bi grickala in brala. Ok. Ampak dobro, pa naslednji dan bi šla pa nekam na šport. Ok, nice. Za vse poslušalce pa gledalce, mlade, predvsem mlade, na mladih svet stoji, to skozi govorijo, spodbudne besede, ki bi jim povedali iz vseh vaših izkušenj, pa vse, kaj ste doživeli, pa kaj v bistvu obljubljate
v prihodnosti, kaj lahko vaši sodelavci, prijatelji, državljani vidijo od vas, pričakujejo? Borila se bom za vse, ki se trenutno ne morete boriti sami. Nikoli ne bom tiho. Če pa bom tiho, to so mi že ukradli to idejo, ampak ta je moja. Če pa bom tiho, sem pa tiho zato, ker slučajno poslušam, gledam, opazujem, analiziram, da bom potem spet kaj rekla. Rada bi bila glas za vse ljudi. Rada bi, da bi bilo tako kot v medicini, da vas ne sodim, da vam ne sodim, da v bistvu se borim za nekaj, kar je res temeljno vsem enako. Vsem. Vsi še želimo biti svobodni, zdravi, varni, radi bi delali in si sami zaslužili kruh, radi bi svobodno preživljali svoj prosti čas. Jaz mislim, da je to skupno in levim, in desnim, in mladim, in starim, in umestnim, in vsem. In to si želim. Taka je država, v kateri bi jaz rada živela. Super. Najlepša hvala, dragi poslušalci in poslušalke. Najlepša hvala vam, da ste si vzeli čas pa prišli. Hvala, da ste me povabili, uživala sem. Z veseljem, z veseljem. To je to. Slišali ste, videli ste. Se vidimo, se slišimo. Lepo zdrav. Adijo. Lep pozdrav. Čau, čau.